zajtrk. Mi smo se v nekaterih skupinah o tem kar veliko pogovarjali, pomeni, da bo taki dan vsako leto. In drugo leto želim videti še več dvignjenih rok. Če se malo spomnimo, kaj pomeni zajtrkovati, zakaj je pomembno, da zajtrkujemo, zakaj je pomembno? Kaj nam da hrana? Energijo. In to se vidi pri naših prvih urah, ko vsi še malo cumate, premalo spite, zjutraj ne jeste in seveda 8 pa 15 dni o Pitagorovem izreku in o nekih kemijskih formulah težko razmišljaš. In malo pred 9 nič druga ne delate, kot gledate na uro in čakate, kaj bo ona že prej končala, ker moram iti jesti. Zato vas lepo prosim, tudi tisti, ki rečete, joj mi je slabo jutro, pa ne morem jesti, nimam časa, ker frizura se mora urediti, pa make-up, pa še kakšne pomembne zadeve. Dovolj je, da se vstanemo 10 minut prej in pozajtrkujemo. Drugo leto, ne bomo več rekli tradicionalni slovenski zajtrk, ampak drugo leto bomo že dali temu hlebu takšen naslov. Dan slovenske hrane. Kaj za to pomeni? Dan slovenske hrane. Kak je fajn iti v Interspar, primer bom dala pač Interspar, si nabasa tam solate, korenčeke, čebulike in še marsikaj. Nimamo pojma skoraj da, odkot je ta hrana pripeljana in pred mi doma solato veselo pojemo. Tudi to smo se pogovarjali, ni več vitaminov, ni več mineralov, kajti za sabo ima verjetno že toliko kilometrov, sploh z kakšne Španije, Italije, Nizozemske in podobno, da pride k nam hrana že prazna. Namen tega dne, torej dneva slovenske hrane je, da nekako vam položimo v srce, da tudi ko boste vi odrasli in veliki in imeli svoje gospodinstva, da boste šli kupiti ali od kmeta, torej hrano, ki nima veliko kilometrov za sabo. Nekateri še vedno ne veste, da vsako soboto se zgodi od 8 do 14 ure, bom zdaj malo reklame naredila, pri vizavi pošte v Dupleku slovenska, Dupleška kmečka tržnica. Dajte se tudi teh posluževati, če nimamo doma že nekega koščka vrta. Zdaj pa, ker ste me malo znervirali, ker ste tak vsi začeli jesti, sem nekaj zelo pomembnega, kar bi morala že v prvem stavku povedati, pozabila, zato se našim gostom opravičujem. Namreč v naši sredini imamo dva pomembna gosta, to je naš zdajšnji župan Mitja Horvat. In pa naš bivši župan, zdaj poslanec v državnem zboru, to je gospod Janez Ribič. Pozabila se mi vprašati,
sem bil povabljen na tak dober zdrav slovenski zajtrk. Glejte, pravijo, da so srečne dežele, kjer se cedita med in mleko. Pred vami imamo danes ravno to. In čeprav nas narava včasih opomni, vsaki toliko časa gotovo opomni, da moramo dnevno ravnati odgovorno, torej prejšnji teden smo mi kruto občutili v naši občini, pa vendarle nas pravzaprav skoraj da vsak dan obdari. To, kar imamo danes na žolih, to, kar bi lahko vsak dan zanesli v svoje usta, to je v bistvu dar narave in prav je, da se zavedamo, kaj je tisto zdravo, res domače. Zato pozdravljam takšne akcije, pozdravljam tudi, da nas o tem poručijo. Namreč pomembno je, da jemo redno in pomembno je, da jemo zdravo, da bomo lahko res tisti pravi, polni energije in jaz upam, da danes bomo se lepo podložili z zdravim mlekom, z medom in vsemi ostalimi stvarmi, ki jih imamo danes na krožniki, da bomo uspešno šli v nov dan, mene še čaka kjer naporno delo in se prav veselim, da bomo lahko se res okrepili z vso to energijo. Vse dobro vam želim pa veliko užitkov. Hvala. Kuharce, vsi tisti, ki skrbijo za vas vsaki dan, ne samo danes, lepo pozdravljeni. Dan sem se posebej moram zahvaliti za to povabilo na zajtrk. Kar veliko let nisem privoščil zajtrk, nekaj sem bil kaj zajtrk. Sedaj pa vsak dan, vsaj nekaj malega. Tisto nekaj malega v moje prehrani je v jabolko, pa kakšen kek zdravi, da se bo sladokusnic. Ampak pomembno je to, da bi se nekako zavedali hrane, da bi imeli do hrane spoštljiv odnos, da je ne bi zametavali, da bi hrano iskali tam okrog, kjer smo doma, od tistih, ki jo pridelujejo, ki jo predelujejo. In to je zelo pomembno, zakaj bi jo vozili od daleč. Vaša učiteljica, gospod Zdravkova, je lepo povedala, kaj vse se na tej polju lahko pač hrano zgodi. Tisto hrano, ki jo pridelajo vsaj na svojem okolju, naj je tudi tam pomagati. Je pa žalostno, da je veliko, na milijone otrok in ljudi na svetu še vedno lači. In če bomo mi imeli pravi odnos do hrane, ki jo predelujemo v svojem okolju in ne bomo jemali od drugih, bo to postalo tisto. Dober tek. Še malo starše, ja. Tisti, ki ste zatrkovali, tako še imate nekaj zalog. Tisti, ki niste zatrkovali, pa boste še pač malo trpeli, ne? Ja. Seveda nas bo pozdravil tudi gospod ravnatelj in kaj se še danes priznam, globoko obžalujem, tudi jaz še nisem imela zajtrka, zato očitno moji možgani ne delujejo v pravi smeri, kajti v naši sredini seveda se tudi zelo, bi lahko rekla skoraj, da najpomembnejšo gostjo pozabila, to je gospa Suzana Vodek, naša čebelarka. Jaz upam, da se še od lani spomnite. Pripravila nam je marsikaj na mizi in nekaterim sem tudi povedala, da je gospa Suzana že ves teden rekla škote, to je medenjake in kak smo se že oprizovali, ko smo samo slišali medenjaki, tako da potem boste seveda imeli priložnost tudi vse to poskusiti, tako da zdaj predajem besedo gospodu ravnatelju, potem pa seveda nam bo tudi gospa Suzana nekaj o čebelicah, o čebelarjenju, o medu pomembnega povedala. Dobro, jaz bom zelo kratek, lepo vas pozdravljam tudi jaz. Najprej bi vas želel pohvaliti
zahvaliti za prejšnji teden. Kljub temu, da je za vse nas bil zelo pretresljiv, moram reči, da sem zelo bil vesel, da smo tako rekoč od prvega dneva redno prihajali v šolo in od takrat pa seveda do danes in tudi še naprej opravljali vaše najpomembnejše poslanstvo, to je učenje. Res ste bili pridni, niste veliko izostali od pouka in verjamem, da ste tudi del svojega prostega časa namenili pomoči vašim staršim. Tako poskušajte jim pomagati še naprej. Seveda, mi se bomo trudili, da bomo pomagali vam in vašim staršem. Če imate kakršnekoli težave, se obrnite na vaše razrednike, povejte jim o tem in vam bomo poskušali na nek način torej tudi pomagati. Za današnji dan pa seveda vam želim predvsem dober tek in pa zdravo prehrano tudi v prihodnje, kajti zagotovo imamo privilegij, da živimo v okolju, kjer nimamo veliko industrije in kjer, tako rečemo, da še imamo vedno zdravo in domačo prehrano. Toliko z moje strani, malo še potrpite, da slišimo kar od naše čebelarke, potem pa res verjamem, da vam bo teknil ta današnji zajtrk. otroci? Kaj imate to? Med, pa maslo, pa mleko. Torej, danes imate tradicionalni slovenski zajtrk? Ja. Imate radi te dneve? Ja. Kaj pa najrajši jeste? Pa doma vsak dan zajtrkujete? Ja. Čisto vsi? Ne. Pa zakaj je zajtrk dober?
Zakaj pa ne zatrkujete doma zjutraj? Ja, zatrkujem. Ja, tudi. Zakaj pa ne? Ja, kje me? Tam. Luka, zakaj ne zatrkuješ? Ti sem nočen. Če pa si rekel, da vsaki dan niš praviš pokruba. Ja, hej. Neža, ti zatrkuješ doma? Ja, zatrkujem. Pija ti? Pa vidno. Ja. Jaz nimam časa, kaj pregovorim. Bom se malo počakal na misli. Zakaj ti ne zatrkuješ? Kaj pa, gospa učiteljica, vi zatrkujete? Gospa učiteljica vsako jutro zatrkuje. Kaj pa zatrkujete? Kavico z mlekom, kos kruha in maslo. Aha, tudi neki tradicionalni slovenski zajtrk. Tako. Kaj pa med? Med občasno uživam, ja. Koliko let zaporedoma že poteka slovenski tradicionalni zajtrk v osnovni šoli Duplek? 2 leti. Pa ti je všeč? Ja, Doma redno se trkuješ? ne zatrkujem. Zakaj pa ne? Nimam časa. Aha, kaj pa najrajši ješ? Všeč ideja tradicionalnega slovenskega zajtrka? Doma kupujete slovenske proizvode iz lokalnih kmetij? Je všeč, da imate zajtrk v šoli? Ja. Meniš, da bi moralo to biti vsak dan ali? Enkrat na teden. Kaj pa živila, ki jih imate v tradicionalnem slovenskem zajtrku, jih sicer tudi uživaš? Ja. Kaj pa imaš najrajši? Mleko. Hvala. O tem tradicionalnem slovenskem zajtrku? Ja, pa se mi zdi, da otroci spoznajo, kakšen je tradicionalni slovenski zajtrk. Kaj pa menite o tradicionalnem slovenskem zajtrku? Je bil zelo dober. Doma tudi tako zajtrkujete? Včasih, ja. Kaj pa imate najrajši? Med, pa kruh. Ker je to zelo dobra hrana, ne, in da ljudje sploh to še cenijo, ne, zato ker to je že bolj redko. Pa taki domači med, pa take vrste so zelo dobre, tako da meni osebno to zelo všeč. Pa doma tudi tako zajtrkuješ? Ja, včasih ja, bolj med vikendom, drugače pa ne. Kaj menite o tradicionalnem slovenskem zajtrku? Ja, pa tradicionalni slovenski zajtrk je v redu, da se bojo učenci naučili vsako jutro zatrkovati, pa zdravo misliti. Pa vidva zajtrkujete vsako jutro? Ja. Kaj pa imate najrajši? Jabolko za zajtrk. Hvala lepa. Da bi jo sramota, mora bi se čakaj, stoj. Bravo, Ana! Ja, hočeš še prej slišati? Ajde, vidva, gledam, kaj se vasa, gor pa pic. Sedi, ti mali. Zdaj vas se zberi, ne? Pišem in pisem, tekst, ki se zvija, skače do žire, glavo vodi, jahnice podira, pije me, zaletava se ljudi, vihti zastava, pije hitas in zbire kadi, jedi kar je iza vogla, obira si uši, ena može še petavo, volnike, tekliveke, druge razlaže, pljuje na tla, obraz se s tem domaže, govornika pa snema, srce drugemu se tiho zlaže, pljuje na tla, obraz se s tem domaže, govornika pa snema, srce si sleče in jo poteta, še svoj lastni konec, vdiru vleče za seboj, ljudje pa pijejo za njo sramota, noja pesem čakaj stoj. Bravo, Lea! To pa je. Evo, 2 desila je tvoja.
ko se bil domači, da mama je vedno rekel, da naj mi za zajtrk pripravim med, pa med, pa mi je eno jutro pa mi je mama rekla, zdaj si ga pa sam probaj narediti, pa ko sem si ga sam naredil, pa je bil še boljši, ko vsako jutro, pa vsakič, ko ga pojem, mi da dosti energije za tek. Super. Jaz se zelo veselim, ko pride ta dan, da pride tradicionalni slovenski zajtrk, zaradi tega, ker je kruh, med, pa jabolka, pa maslo. To mi je zelo dobro, zaradi tega, ker jabolka ti da dosti energije in sadež, pa maslo mi je zelo dobro gor na kruhu, pa med gor zraven, ker med izdelajo čebele, pa dobro mi je. Jaz doma ne jem, ker se prepozno zbudim, pa nisem lačen. Pa ker imamo v šoli malico, pa vedno čakam, da pride ta dan, ker imamo vedno slovensko hrano. Doma imate tudi za zajtrk takšen slovensko hrano? Ne vedno, imamo bova včasih. Med soboto pa nedeljo. Najboljši dan, ker je tudi zaradi tega, ker je bil strašno dober zajtrk. Sem ga že imel v šoli, samo domačega pa nisem imel. Zato pa je moj najljubši, ko ga imamo v šoli. Zaradi tega, ker rad pijem mleko, pa jabolke tudi zelo rad jem. Med mi je zdaj boljši, kot mi je bil včasih, pa mi je strašno zdaj dober, pa maslo mi je tudi strašno dobro. Tradicionalni slovenski zajtrk ima veliko vitaminov, še posebej med, pa zelo je dober, pa imate najboljše pri tem, da se spomnimo, kaj so včasih jedli. V šoli imamo tudi pogosto tako malico, danes je pa še posebej dobro, ker smo se spomnili, kaj so v starih časih jedli v Sloveniji. Ta tradicionalni zajtrk je ful dober, zato ker je med, kruh, maslo, pa jabolka, to ima vse vitamine, razen kruh. Zato jaz imam ful rad med, ker ga naredijo čebele, ker so ful pridne in v redu. Jaz imam zelo rad tradicionalni zajtrk, ker mi je zelo dober, pa zelo rad jem med, ker je zdrav, pa kruh, pa maslo, pa jabolka, ker so dobra, pa zdrava, pa zelo dobro so mi. Pa doma tudi tako zajtrkuješ? Ja, tudi zajtrkujem, pogosto med. Hvala. Jaz za zajtrk jem tudi krat kruh, pa med, pa maslo in rada jem tudi te stvari, zato ker so zdrave pa. Tudi doma jem zajtrk včasih, tudi se mi pa kam preveč mudi, ampak tudi dostikrat zajtrkujem kruh, pa maslo in med, pa malo mleka zraven, ker vem, da je to zdravo in jaz ne bi rada zbolela, pa mislim, da je prav, da ljudje pomagajo naravi, da lahko mi ostanemo še tudi zdravi z ostalimi stvarmi, kot so
da skrbimo za živali, za naravo, da lahko kdo diha, da dobimo mleko in da čebele lahko sploh letijo in da imajo dovolj cvetja. Tako da mislim, da nekateri ljudje imajo prav, nekateri pa tudi ne. Že drugo leto smo se zbrali na tradicionalnem slovenskem zajtrku. V lanskem letu se je ta projekt začel, podpira ga Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, seveda pa ga podpira tudi Ministrstvo za šolstvo. Naša šola se je z velikim veseljem k temu projektu priključila. V letošnjem letu pa je ta projekt dobil eno drugo noto, namreč ne gre toliko za tradicionalni slovenski zajtrk, kot za dan slovenske hrane. Čemu je v bistvu ta dan namenjen? Ta dan je namenjen, da otroci spoznajo pomen pridelane hrane v domačem okolju. Pridelane hrane, ki nima za sabo veliko kilometrine, ki ni pripeljana od daleč, od drugih držav, ampak da se poslužujemo tiste hrane, tistih živil, ki so pridelane v našem domačem okolju, kajti nekako tako želimo otroke tudi učiti, spodbujati in vzgajati, da vsa hrana, ki je pridelana v domačem okolju, je bogata hrana, vsebuje veliko hranljivih snovi, vitaminov, mineralov, vsega, kar v bistvu potrebuje naše telo za zdravo življenje. Ob tem dnevu seveda so potekale že neke dejavnosti pred samim tem zajtrkom. Vključen imamo tudi vrtec, tako da že predšolski otroci, v bistvu že malčki, spoznavajo pomen zdrave hrane, zdravega zajtrka in predšolski že tudi vedo, kaj to pomeni lokalno pridelana hrana. Tečejo različne dejavnosti, pogovori, referati na razrednih urah, pri posameznih predmetih, kot so recimo gospodinjstvo, izbirni predmet, sodobna priprava hrane, kjer je sploh že taki predmet, kjer se govori o hrani, o pomenu zdrave slovenske hrane. Seveda, torej, ko sem že dejala, vključimo lokalne pridelovalce in sicer imamo lokalno pridelan med, domači, slovenski med, naše čebelarke Suzane Lorbek, ki nam ne samo, da nam je dala med, spekla nam je tudi medenjake, naredila degustacijo medu, tako da so otroci lahko spoznavali še različne vrste medu. Jedli smo jabolka, ki so tudi pridelek našega lokalnega pridelovalca Petra Vogrina. Ta gospod je bil celo tako prijazen, da nam je jabolka doniral. Mogoče tudi to, da povem, v lanskem letu so nam vsa živila donirali. V letošnjem letu zaradi gospodarske krize, zaradi suše je pridelek kar nekoliko manjši. Se je ministrstvo odločilo, da ta živila plačamo, ampak torej, kot sem že dejala, gospod Peter Vogrin nam je jabolka doniral. Tudi mleko imamo lokalnega pridelovalca Tomaža Muleca, medtem ko seveda kruh in pa maslo pa imamo naših dobaviteljev. Želimo in spodbujamo torej, da otroci jedo slovensko hrano, domačo hrano, ki je polna vitaminov, mineralov.